Evo, smo ugotovili, da so crossoverji vedno bolj priljubljeni, kar pa ne pomeni, da niso še vedno zelo priljubljeni tudi ogromni SUV-ji. Celo toliko jih je, da so zadnjič v Ljubljani organizirali protest proti njim, ker gredo marsikomu v nos. Ampak, če premišljujete o nakupu, potem imate na voljo novega igralca, takšnega džipa Grand Cherokee. Notranjost je kot dnevna soba. Saj moderne in kakovostne notranjosti ponujajo vsi SUV-ji, ampak denimo v Audiju Q7 se boste počutili kot v umirjenem laboratoriju, tole pa kot v pravi ameriški dnevni sobi. Še televizijo imam, daljinca, slušalke, zdaj pa rabim malo miru. Pa še prostoren je kot dnevna soba, kljub temu, da je za več kot 25 cm krajši od Audija Q7. Tale volan so pa dobili z ene jadrnice, se mi zdi. Vrlina, ki še posebej izstopa, je udobje. Grand Cherokee je res neverjetno mehak, v zavojih se seveda malce bolj nagiba, preko volana pa lahko samo ugibam, kaj se dogaja pod kolesi. Zato za hitro vožnjo res ni, po avtocesti lahko, po podeželju pa sploh ne. Evo, pa se spet vidi, odkot prihaja. Tudi ta stikala za teren me ne zanimajo, ker ga je enostavno preveč škoda. Če sem že omenjal Audija Q7, najcenejši stane 65 tisočakov, najcenejši Grand Cherokee pa manj kot 50, oziroma 67, če je takole nabutan z opremo. Res, da ima menjalnik skoraj pol toliko prestav in res, da se ta avtomobil ne pelje tako dobro kot Audi Q7, ampak se tako ali tako noben SUV ne pelje dobro, ker se enostavno ne more.